Brežiški oktober je mesec praznovanj ob občinskem prazniku, ki ga slavijo v spomin na ustanovitev Brežiške čete leta 1941. Ta se je formirala 28. oktobra in na predvečer tega datuma na slavnostni seji občinskega sveta podelijo najvišja priznanja zaslužnim občanom. Oktobrske nagrade so letos prejeli trije. Branka Strgar, vrsto let aktivna pri gasilcih, Turističnem društvu Dobova in Občinski turistični zvezi. Predvsem prostovoljstvo je skozi tista nit, ki me žene in pa tudi vleče naprej, in pa vsekakor ekipa, ki jo imam v vseh teh društvih, kajti en sam človek ne more nič ustvariti. Mora imeti ekipo, pa tudi če je ta ekipa mala, samo da nekdo požene, pa gre. Tone Jesenko je dobil oktobrsko nagrado za delovanje v kulturi in turizmu. Še posebej pa se je zadnji 2 desetletji posvetil planinstvu. Spomnim se najbolj, ko sem prišel v Brežice kot folklorist tudi. Takoj sem ustanovil skupino, vendar, ker me je pot zapeljala potem ven, je moja plesna skupina folklorna plesala nazadnje ob otvoritvi mostu čez Savo pri Budiču. To je bilo leta 1973. Potem se je seveda odvijalo različna druga opravila, ki so pretežno pa bila prostovoljna. Perdo Pinterič, dolgoletni predsednik krajevne skupnosti Sromlje, je ponosen, da je bil nagrajen za svoje prostovoljno udejstvovanje. Zaradi tega je teža te nagrade res tako velika, kot je, in jaz sem zelo vesel in počaščen, da je bilo to delo, bom rekel, prepoznano tudi strani tistih, ki danes o tem odločajo. Mogoče bi dodal še to, da brez sodelovanja številnih sodelavcev, ljudi, članov po raznih organizacijah, seveda tudi tega mojega dosežka ne bi bilo. Naziv častnega občana pa je bil podeljen 80-letnemu Stanislavu Ilcu, gospodarstveniku in politiku. Bil je nosilec pomembnih funkcij v lokalnem in na državnem nivoju. Častno imenovanje ga je zelo razveselilo. To je krona vsega. Prijel sem približno 25 do 30 raznih priznanj, diplom in tako naprej, ampak biti častni občan, da se to zaslužiš, za mene je to največ, kar lahko. Če bi dobil še takšno državno priznanje, mi bi to veliko več pomenilo. Tako da sem pravzaprav srečen. Podeljena so bila še 3 priznanja, in sicer Fakulteti za turizem, podjetju Ta regulator in prostovoljnemu gasilskemu društvu Veliki Obrež za 110-letnico delovanja. Plesna skupina Celestina je za negovanje srednjeveških plesov prejela plaketo občine. Izjemnim dosežkom občanov se pridružujejo tudi dobri rezultati občine, je dejal župan. Letošnje leto je bilo zelo močno investicijsko, okoli 16 milijonov in pa 7 milijonov evropskih sredstev. Veseli me, da nam je uspelo v Slovenski vasi, kjer smo dobili od ministrstva tudi objekte, dobiti najemnika, gospodarsko družbo. Prav tako nam je uspelo v letošnjem letu tudi za mlade družine poskrbeti za stanovanja in pa sprejeti občinski prostorski načrt in pa začela se izgradnja tudi hidroelektrarn Brežice, tako da dejansko letošnje leto bilo izjemno. Na občinskem praznovanju je bila tudi delegacija iz pobratenega češkega mesta Dobženi. Ko krene, bi rekli v Tržišču. Po 20 letih obljub je končno stekla gradnja nove šole in po 9 letih prizadevanj v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna je bilo Tržišče letos nagrajeno z 2. mestom v kategoriji najlepših turističnih krajev v državi. V preteklosti so že dosegli nagrade na regijski ravni, zato so vedeli, da lahko osvojijo tudi katero na državnem nivoju. Domačini se med seboj, lahko rečem, da zelo dobro poznamo. Vemo, kdo se lahko na koga obrne, kdo je pripravljen kaj postoriti, in gostoljubje ter same lepote, enostavno in lepo, nič načičkano, mislim, da je to, kar šteje. Moram reči, da smo krajani v Tržišču zelo složni, moram reči prijazni in tudi gostoljubni. Verjetno to znajo tudi drugi povedati. Bom pa rekla, da smo se zbrali ta prav ljudje, smo potegnili voz
in na ta voz smo nalagali turistično društvo, naše krajane in tudi vse vasi okoli. Vsi so nam pomagali, da smo prišli do tega naslova. Tržišče se je najbolj proslavilo z dirko starodobnikov za pokal Malkovec, ki jo vzorno organizira društvo Hrast, to je klub ljubiteljev starodobnikov. S prostovoljnim delom urejen društveni prostor je postal ena od priljubljenih družabnih točk v Tržišču. Društvo šteje okrog 150 članov, drugače leta smo že 15 zapovrstjo organizirali dirko za pokal Malkovca skupaj z društvi, ki delujejo v našem kraju. Recept je to povezovanje društev, ne? Vsekakor, če ne bi imeli takega povezovanja in sodelovanja z ostalimi društvi v kraju, tudi te 15. dirke za pokal Malkovca ne bi bilo, ker nismo sposobni finančno jo speljati, ker je ta dirka prezahtevna finančno, ampak z pomočjo vseh društev v kraju nam to uspeva. Upam, da nam bo še naprej tako. V kraju deluje kar 15 društev. Zasadili so lipe, prijateljstva kot drevored ob novem parkirišču. Moram reči, da naša društva zelo dobro sodelujejo. Če neko društvo ima akcijo, porab še 1, 2, 3 društvo siguren in v slogi je moč in zaradi tega smo z veseljem in z neko srčno energijo posadili te lepe lansko leto. Turistično društvo samo vsako leto nekako organizira 10 precej odmevnih prireditev. Pred nami so ravno 3 tedni, imenovani Jesen na vasi. Množična je vedno udeležba na Martinovem pohodu. Naš Martinov pohod 8. novembra, zelo odmevna zadeva, tudi že tradicionalni. Med nas, kot že kar nekaj let, prihaja godba iz Gorij. Pohod poteka od Pletenke preko travnikov, gozdov do Vinskih goric. Cilj je zidanica tistega, ki je dosegel na društvenem ocenjevanju vin najboljši rezultat. Tam se podira klopotec. Ves čas pohoda ne zmanjka različnih aktivnosti, od degustacij hrane, peciva, pijače. Malkovške gorice so nekaj posebnega, saj imajo obliko naravnega amfiteatra. Vinogradniki se ponašajo z 2 kraljema cvička. Sem z društva vinogradnikov Malkovec, bil sem kralj cvička 2006 in to je bilo leto, ki je bilo zelo pestro. Veliko smo okrog promovirali tega našega posebneža in je bilo kar zanimivo. Sem Andrej Trater, kralj cvička 2009. Pred mano je bil takrat en lep izziv, čeprav je bil težak, sem ga zelo z veseljem upravljal, ker to čast lahko dolete malo katerega. Na našem območju Malkovca smo samo 2 do sedaj, čeprav je ta vinska goreca poznana po dobrih vinih že dolga leta. Na Malkovcu, kjer je danes gostilna Del, je bila nekoč zadružna klet z vinogradniki, ki jo je vodil Ivan Pungarčar. Zaradi svoje predanosti poklicu je še danes najbolj prepoznavni malkovški vinogradnik. Leta 2013 je prejel naziv ambasador cvička. Ambasador naj bi imel tisto dolžnost za promoviranje cvička. Jaz sem pa to delal že pred dolgimi leti, ko sem še bil mlad, ker sem upravljal že to posel kot uslužbenc v bivši vinski kleti na Malkovcu. Ne more pozabiti, kako na slabem glasu je bil nekoč cviček, ampak treba ga je bilo nekako prodati. Z vlakom se je odpeljal v Ljubljano in s steklenicami za pokušino hodil od gostilne do gostilne. Stopil je v šestico. Pa sem rekel, bi želel si imeti z enim tistim, ko ima nabavo čisto po domače. Jaz sem takrat še mesta veliko nisem bil vajen. Ja, pa pride ena gospa, tovaršica, smo takrat rekli. Jaz sem iz vinskega kraja, iz Malkovca, promoviram cviček, prodajam. Kje pa? Pa del sem šel polnoč, mogel obračati, da mu tukaj žlica pil. Sem rekel, dajte se hecati, sem rekel, se še probala niste, ne? Nikakor ne, je rekla Oštirka, ne more pozabiti Pungarčar. Kaj pa cena? Cena si bomo dogovorili, ne? Pač sem pozabil, kakšna je bila, ne? A ne je rekla zaenkrat nič.
bom samo še to dodal. Čez 2 let so bili eni od večjih kupcev, ta ista gostilna, pa Dajdam, pa Star Tischler, pa še en kup teh, ki smo v tem razvažali to vino. Takrat bi že mogel biti ambasador. Pa saj je bil, pravijo njegovi sokrajani. Ker sem pač rojen pod trto, živel v kleti, pa zmeraj še vsak let trte cepil, da imamo še danes kaj piti. Vinogradništvo v tej krajevni skupnosti simbolizira velika pletenka. Oziroma nam nakazuje pot, zato je tudi nagnjena na levo, če gledamo iz smeri Sevnice proti Maljkovcu, kjer imamo vinograde in pa seveda ne samo v Maljkovcu, tudi Bojniku, Tevčicah, Marendolu in pa lahko rečem, da v celi krajevni skupnosti Tržišče je krajevna skupnost poraščena z gozdovi in pa vinogradi oziroma prevladuje v naši krajevni skupnosti kmetijstvo. Načrt zanjo je naredil umetnik, njihov sokrajan, znan po opletenih vrbah, pletenem polžu in piramidi na Biču. To je nekje pred 5 leti v krajevna skupnost seveda pod okriljem društva Zagon pristopila k izdelavi te pletenke, seveda ki je projektiral Damjan Popelar, izdelovali so jo skupaj s podjetjem Majcen v Novem mestu. Pletenka je postala točka za druženje. Moram reči, da je to nek simbol našega kraja, kjer se združujejo ljudje, tako bom rekel, razni kolesarji, motoristi in drugi izletniki. Pletenka, če bi bila polna oziroma zaprta, bi držala okoli 24.600 litrov vina ali pa vode. Ob pletenki vedno postrežejo z vinom. Napovedane družbe se posladkajo tudi srcem dobrodošlice, ki ga speče Karlinca Golob. Pečem ga za razne priložnosti, za kakšne obletnice, zlate poroke, abrahame, rojstva. Pečem tudi za razstave. Druga taka točka druženja v Tržišču je mlin. No, danes je to gostilna. Ampak kolo se še vrti in preteklost ni pozabljena. Mogoče za zanimivost povem to, da je prav v letošnjem letu sicer domačin iz Govejega dola Rudolf Žibert napisal knjigo Mlini v Mirenski dolini. Seveda je v tej knjigi zajet tudi Stuškov mlin, pred katerim v tem trenutku stojimo. Zanimivost mogoče te doline je pa to, da je na razdalji 4 km oziroma na razdalji 1 km, da so bili 4 mlini. Tale Stuškov mlin je najdlje mlel. Zgodovina tega mlina sega v leto 1900, kjer seveda lahko s ponosom povem, da sta bila lastnika moja stara starša, ki sta začela z mletjem na tem mlinu. Kasneje, leta 1936, je začel v mlinu delati Golob Anton, ki si je kasneje poročil z mojo teto, se pravi Stuškovo hčerko od lastnika, in sta potem skupaj nadaljevala mletje v tem mlinu. Po letu 1960 pa je mlin prevzela družina Lapuh, ki je nekje delovala v mlinu oziroma delala z njim do leta 1970. Odkar je kot upokojenka prišla živeti na Jeprjek Ljudmila Majcen, je njena hiška postala turistična točka, saj izletnike vedno ljubeznivo sprejme in pogosti z domačim čajem iz zdravilnih rožic. S to zdravilno platjo sem se spoznala že kot otrok. Moji starši so vedno nabirali zelišča in pri nas je vedno pripravljal čaj. Mi nismo nikoli vode pili, zato ker je bila oporečna in mama je vedno to prekuhala in smo vedno nabirali malinove liste, borovničove liste in tako dalje. Vse vrste teh zdravilnih rožic in to imam v trajnem spominu in zdaj na stara leta se tudi s tem ukvarjam. Odkar se je razširil glas o zeliščarici Mili, se tudi mimo podajajo pohodniki. Veliko teh skupin nas obiskuje na Jeprjeku, tudi otroke iz Ane Gale šole smo že imeli na obisku, pa raznovrstne druge skupine in pohodniki, tako da je vedno pestro pri nas. Od znanih izletniških točk v krajevni skupnosti je tudi kmečki turizem Celestina v Vodalah. V tem objektu smo sedaj, je star 126 let, obnovljen in je izreden privlačen, ljudje navdušen, ko obišče ta stara vinska klet. Ta vinska klet ima pogostitven prostor, sanitarije in pa klet noter.
Kmečki turizem Celestina omogoča 4 zaposlitve. Zrasel je na žuljih garaške družine, brez tako imenovanih razvojnih evropskih sredstev. Mi nismo dovolj ne občinskih sredstev za to, ne državnih, ne evropskih, ampak mami pa ati ste začela iz nič, danes je kmetije 45 hektarjev, nadaljevala smo imeli žena in zdaj nadaljujete že s temo pa neža tam mlade dva. Tako lepo in tako složno delamo te kmetije, ki smo izredno zadovoljni in tudi se štejem smo uspešni. Kdor se je spraševal, kaj lahko tržišče ponudi, je ob tej reportaži dobil delni odgovor. Še je lepih točk s svojimi zanimivimi zgodbami, kamor vas radi usmerijo v turističnem društvu. V Brežicah so z nastopom telovadcev ter s pozdravnim nagovorom predsednika državnega sveta Mitje Bervarja proslavili 110-letnico Sokolskega društva. Društvo vodi Jože Senica, nekdanji trener slavnega olimpijca Mira Cerarja. Cerar, ki si je v rodni telovadbi na velikih tekmovanjih in olimpijskih igrah prislužil 48 medalj, ima seveda nepozabne spomine na čase amaterskega športa. Dejansko je obdobje delovanja telesno-vzgojnih društev sooblikovalo cele generacije. Je bilo tudi na nek način vzgajanje, tudi pridobitev ostalih vrlin, ne samo športnih, tudi človeških, odgovornost, disciplina, predanost delu, poštenost in tako naprej. Telovadno društvo Sokol Brežice danes združuje skoraj 200 članov. To so še vse tudi tisti člani, ki so že od nekdaj 50, 60 in celo 70 let člani našega društva. Drugače imamo pa podmladek, imamo jih več kot 60 in to so zelo uspešni gimnastičari, mlade telovadke in telovadci, ki pričnejo trenirati že s 4. letom. Mi imamo drugače v skupini tam 8, 9, 10 in do 14 let zelo uspešne celo na državnem nivoju te gimnastičarje. V Brežicah ima atletika tradicijo, za kar je zaslužen predsednik društva, ki je kot učitelj telovadbe vpeljal v osnovno šolo športni koncept. Mi smo imeli takrat tule športne razrede in tisti je funkcionirali neverjetno fajn, so potem opustili, pa mi je žal. Mi smo jih imeli 15 let. Se pravim, da smo bili vse ameriški prvaki, vsega vraga smo dosegli in nekako so pa torej čisto zaradi političnih razlogov, če bo ta župan, boste imeli, če pa ne bo, pa smo potem s tisto nahali. Ampak v glavnem je pa bila tista ena v redu izkušnja. Takrat pogojev za vadbo skoraj ni bilo, danes pa imajo eno najmodernejših dvoran v Sloveniji. To je enkratna zadeva, da je velika dvorana, zraven je pa prislonjena preko neke vrste študijska učilnica za rodno telovadno gimnastiko, ker v vseh 3 izvodih vsa orodja so noter in lahko vadimo. Mi imamo zdaj že v zadnjih 3 letih zelo velik porast med mladimi, ki trenirajo gimnastiko. Nekako so videli, da je v bistvu to kot ena odskočnica za dobro kondicijsko pripravljenost, za gibljivost telesa in podobno. Tako da smo zelo veseli, da se nam vsako leto povečujejo člani. V Sokolski zvezi Slovenije, ki je lani praznovala 150 let, je združenih okrog 100 društev. Osnovni namen pa je spodbujati Slovence k zdravemu načinu življenja. To se pravi, moram biti fit, sem zdrav, da lahko dobro delam, skrbim za sebe, za svojo družino in nekako preko tega poslanstva na mikro in na makro nivoju poskušamo obuditi v teh trenutno kar težkih razmerah to tovarištvo, pomoč. Brežiška občina športu namenja veliko proračunskega denarja. Vsi stroški športa so približno $500 000, seveda tu gre večji del za vzdrževanje, predvsem in pa upravljanje z objekti, kajti dejansko objekti stanejo, predvsem upravljanje. Ker je v občini veliko športnih društev, je kljub zajetnemu znesku za šport tega denarja vedno premalo, pravi župan. V Krškem so konstitutivno sejo občinskega sveta izpeljali slavnostno, s pesmijo in podelitvijo županske verige. Brestaniški oktet je zapel Parmovo Hej Krčani, župan Miran Stanko pa je prevzel novo protokolarno okrasje, značilno za status mestnih občin. Insignije so že v davni zgodovini spremljale mestno upravo. Pečatnik je iz leta 1477, sodniška palica pa iz leta 1628.
Svetniki so poleti z odlokom sprejeli nov protokol, da se bo odgovornost izvoljene osebe ob svečanih priložnostih simbolno izkazovala župansko verigo. Sicer pa je v nagovoru novemu občinskemu svetu župan Miran Stanko izpostavil odgovornost vseh izvoljenih funkcionarjev do volivcev in njihove dobrobiti. Dosedanja podžupanja Ana Nuša Somrak ohranja funkcijo, je povedal Stanko. Za naprej pa načrtujem že zaradi praktičnosti dela in vseh ostalih zapletov, do katerih lahko prihaja, da bi bilo dobro, da je še en podžupan. Kdo bo to, seveda še ni nič določeno, kajti moramo se konec konca tudi dogovoriti s strankami. Kmalu bo sledilo tudi dogovarjanje glede proračuna, saj Stanko načrtuje, da bi ga sprejeli še pred novim letom. Na gradu Reichenburg je pred njegovo obnovo domovala stalna razstava o slovenskih izgnancih. Na novo postavljena zbirka je bogatejša, fotografijam so dodane osebne izpovedi ljudi in predmeti. Grad Reichenburg je bil med drugo svetovno vojno največje zbirno taborišče, preko katerega je okupator poslal v izgnanstvo 45.000 Slovencev. Monika Kokalj-Kočevar in Irena First iz Muzeja novejše zgodovine sta nekaj zadnjih let na terenu zbirali dodatno gradivo in pričevanja. Tako smo izpostavili različno vsakdanje življenje, od življenja v taborišču, obedov, dela, pa tudi življenja otrok, šolstva, pa tudi kakšnih bolj veselih dogodkov, tako naprimer porok, rojstev in podobnih zadev. V naslednji sobi pa smo se nekako iz splošne pripovedi nekako posvetili pa posameznikom, posameznim zgodbom in pa posameznim predmetom. Tako je izpostavljenih 12 predmetov z malo več zgodbe, da tako rečem. Tudi recimo medicinske poizkuse so nad izgnanci delali. O tem se pravzaprav ni kaj veliko govorilo, ker tudi če izgnanci niso tega pričali, potem pač ni to toliko poznana zgodba. Jaz sem ob svojih obiskih par izgnancev srečala, ki so mi povedali svoje zgodbe, nad katerimi so delali medicinske poizkuse, tako da tudi po tej plati so res doživeli pravo tragedijo, lahko rečemo. Razstava ohranja zgodbe ljudi, da bi naslednje generacije doumele tisti čas. Na prvi razstavi, ki jo je leta 1968 postavil Tone Ferenc, je največ pozornosti vzbujala fotografija majhnega dečka z lončkom v rokah. Velikokrat so me obiskovalci spraševali, če vem, kdo je ta otrok, in seveda odgovora nisem poznala. Pred kratkim, že v končni skoraj fazi priprave nove razstave, me je pa poklicala gospa, ki je rekla, da misli, da je to njen oče. Firstova je pri iskanju strokovnjaka za ugotavljanje identitete s primerjavo fotografij naletela na Gregorja Kovača, ki je bil pripravljen, da nam je brezplačno naredil analizo, se pravi primerjavo vseh teh fotografij, in v bistvu je prišel, lahko rečemo, skoraj do 100% zaključka, da je na tej fotografiji v razstavi Jože Mirt, ki je bil doma tu v bližini, v Vrhuljah pri Leskovcu, in tudi njegova zgodba je bila, lahko rečemo, kar zelo tragična. Ta zgodba pove, da zgodovine ne smemo jemati le kot nabor statističnih podatkov, suhoparno in brez čustev, ker nam takšna ne bo ne v spomin, ne v opomin, kar je cilj razstave o izgnancih. Ena stena je namenjena vtisom obiskovalcev, sprejemajo pa tudi spominke oziroma predmete, ki bi jih podarili muzeju. Spremljali ste Posavski obzornik, naslednji bo čez 14 dni ob 9. zvečer.